Prehajamo na 9. točko, to je predlog sklepa o potrditvi cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik in potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe, storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 13, predlagatelj župan, poročevalci pa Marjana Kadunc, Milena Završnik, Aleš Škorjanc. Besedo ima Marjana Kadunc, izvolite. Hvala za besedo, se slišimo? Še. V letu 2013 je začela veljati uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki določa natančna merila za oblikovanje cen občinskih gospodarskih javnih služb. Izvajalec gospodarske javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe, odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik. Cene se tako oblikujejo glede na količino in stroške opravljanja storitev v preteklem obračunskem obdobju ter načrtovanimi količinami in stroški opravljanja storitve za predhodno obdobje. Trenutno veljavne cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik so v neskladju z veljavno uredbo MEDO, zato predlagamo, da se na podlagi pripravljenega elaborata potrdijo cene za vse storitve vezane na odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik. Na podlagi uredbe ter elaborata je potrebno poenotiti ceno kanalščine, se pravi, da se določi ista cena za gospodarstvo in gospodinjstvo. Zato se predlaga cena v višini 0,430 evra na kubični meter dobavljene pitne vode. Cena kanalščine se tako za gospodinjstvo zviša za 9%, 9,8%, za gospodarstvo se pa zniža za 38,4%. Predlagana cena omrežnine za DN20, se pravi faktor 1, je 4,7121 evra na mesec brez davka, trenutna cena pa znaša 5,3355 evra brez davka. Ker se bo v naslednjem letu v osnovnih sredstvih upoštevala tudi sekundarna kanalizacija v Tuhinjski dolini, se bo posledično zvišala amortizacija infrastrukture, ki vpliva na ceno omrežnine, zato predlagamo, da cena ostaja nespremenjena, se pravi, ostaja 5,3355 evra na mesec za faktor 1, se pravi za omrežje DN20, za vodomer DN20. V skladu z elaboratom se predlaga povišanje cene čiščenja odplak na malih čistilnih napravah. Tukaj opozorim, to so čistilne naprave nad 50 PE-jev, v občini Kamnik je to samo čistilna naprava Črna. In sicer iz trenutnih 0,5427 evrov na kubični meter na 0,6538 evra na kubični meter brez davka. Medtem ko cena omrežnine za DN20 za čistilno napravo Črna ostaja nespremenjena. Predlaga se tudi zvišanje cen storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, in sicer na 0,3885 evra na kubični meter. Trenutno veljavne cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik so v neskladju z veljavno uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Zato občinskemu svetu predlagamo, da potrdi pripravljen elaborat in sprejme sklep o potrditvi cen. Kot je omenjeno, gre samo pri odvajanju in čiščenju gre dejansko samo za uskladitev cen z elaboratom in pa z veljavno uredbo. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Beseda ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Naj povem, da bomo tako kot glasovali podobno, kot smo glasovali pri prejšnji točki iz istih razlogov. Imam pa zdaj eno vprašanje tukaj, pa upam, da mi bo Marjana ali pa gospod Škorjanc, da mi bo lahko kdo odgovoril. Na ceni za vodo imamo več postavk. Plačujemo vodo,
plačujemo omrežnino za vodo, plačujemo odvajanje odpadnih voda in pa omrežnino za kanalizacijo, pa mislim, da plačujemo tudi čiščenje v centralni čistilni napravi. Se motam ali se ne motam, ampak zdaj, če sem jaz prav videl, v tem gradivu centralne čistilne naprave ni omenjene, ne. To je, mislim, da še ena druga postavka, ki v tej ceni ni zajeta. Pa me zanima, kako je s temi zneski na položnicah, ki so vezani na centralno čistilno napravo. Ali bodo ti zneski v prihodnje ostali isti, kot so, ali se tudi te dvigajo? Hvala lepa. Hvala. Beseda ima Marjana Kadunc. Ja, hvala. Res je, na položnici je več postavk. In pa, kar se tiče čiščenja odpadne vode na čistilni napravi in pa omrežnino za čistilno napravi, ceno tam določajo župani občin, lastnic, tako da tam se cene pač oblikujejo tudi na podlagi elaborata. Mislim pa, da so ravnokar tudi potrdili nov sklep o novih cenah, ki bo pač objavljen v Uradnem listu, tako da ja, res je, na položnici je več postavk. Najprej za oskrbo s pitno vodo imamo vodarino in pa omrežnino za vodovod, se pravi vodovodno omrežje. Potem imamo kanalščino, to je za storitev čiščenja oziroma odvajanja odpadnih voda, za storitev odvajanja odpadnih voda, in pa omrežnino, ki je namenjena rednemu vzdrževanju oziroma investicijskemu vzdrževanju obstoječega kanalizacijskega sistema. Potem imamo, kar se tiče čistilne naprave Domžale, se pravi našega CČN-ja Domžale Kamnik, imamo pa posebej strošek čiščenja odpadne vode in pa omrežnine, se pravi strošek njihovega investicijskega vzdrževanja sistema, se pravi celotne čistilne naprave. Je pa še ena postavka, to so pa okoljske dajatve, na katere pa, kot veste, pač mi nimamo vpliva, ne, to pa je urejeno z državno uredbo in samo velikost oziroma na sam obračun okoljske dajatve, ne občina, ne koncesionar pač nima pristojnosti in ne vpliva oblikovanje teh cen. Hvala. Še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za ta odgovor. Zdaj, jaz sem si malo zapisal, imamo vodarina, kanalščina, čiščenje in pa okoljska dajatev in pa 3 omrežnine. Zdaj, gospod župan, povedano je bilo, da župani na skupščini centralne čistilne naprave določite ceno, lahko mogoče kakšno besedo poveste o tem, torej ali se cena dviga, ostaja ista, pa za koliko se dviga, če se, oziroma za koliko se znižuje, če se znižuje, ker ste bili verjetno prisotni na skupščini, če bo objavljeno to v Uradnem listu. Hvala. Hvala. Zdaj, preden zaključujem besedo, bi rekel eno. V Občini Kamnik imamo dokaj dotrajan sistem na področju vodovoda, kot tudi na področju cest. Zdaj zgradimo ogromno investicij, ki nas čakajo, novo osnovno šolo in tako naprej. Za področje vodovoda smo se pogovorili. Imamo 180 km vodovodnih cevi. Na let se je noter vlagalo omrežnino okoli 200-300 tisoč. Vemo, da je ta znesek, ki je potreben za vlaganje, z novo omrežnino določen okoli 560 tisoč in to je potreben znesek, ki je minimalno potreben, da se vloži v sistem vodooskrbe. Za primerjavo v Domžalah vlagajo letno okoli 2 milijona v vodovoden sistem. Pri nas se v vsej zgodovini, po mojem, ni vlagalo dosti, zato imamo še vrsto azbestnih cevi, imamo vrsto neobnovljenih vodohranov, imamo poškodovano drenažo na zajetju Iverje, nimamo alternative, torej globokih vrtin. In zdaj se nam spušča v to, zakaj to ni bilo narejeno v preteklosti. Najbrž smo vsi delali v skladu s svojimi zmožnostmi in najboljšimi pričakovanji. Ampak dejstvo je, da se je, če pogledamo položnice v Kamniku, Domžalah, Komendi, Trzinu, Mengšu,
v Kamniku zaračunavali par evrov premalo, če samo to pogledamo, to primerjavo. In na podlagi teh primerjav položnic v vseh teh občinah zvemo, da smo premalo omrežnine v vseh teh letih pobrali, da bi vlagali nazaj v sistem, ker omrežnina je namenski denar, ki ga ne moramo vložiti nikamor drugam kot samo v tisti sistem, za kar je pobran. Torej, omrežnina na strani vode v vodovoden sistem, omrežnina na strani kanala v kanalizacijski sistem. Povedano je bilo 1.800.000 na strani vode premalo. Podobno tudi na strani kanalizacije se zadeve usklajujejo. In na CČN, na skupščini je bilo rečeno, je bilo predlagana omrežnina, ki je nekoliko večja, kot je ta, ki je sedaj veljavna. Zakaj? Zato, ker se dol planira izgradnja novega zbiralnika odpadne vode, odpadnih odplak, da bodo na novih bazenih, ki bo zgrajen zraven teh objektov, ki so zdaj, sušili blato. Vemo, da je cena odvoza blata, ki je bil odpeljan iz centralne čistilne naprave, bila v preteklih letih 80 evrov za tono odpeljanega blata. Danes je ta cena za tono odpeljanega blata 220 evrov. Zdaj, zakaj je prišlo do tako visokega povečanja, so razlogi znani in so iz državnih medijev. Dejstvo je, da si centralna čistilna naprava Domžale Kamnik želi zgraditi, se pravi, odsejevalnik bazene, kjer bojo to blato sušili, da ga bo treba manj odpeljati. In za to investicijo potrebujejo sredstva in ta bodo zbrana s to omrežnino, ki je bila soglasno potrjena s strani županov, torej županov Domžal, župan Kamnika, župan, se pravi, Mengša, Trzina, Komende in pa Cerkelj. To so dejstva, ki nas čakajo in čez nekaj točk bomo sprejemali proračun in tam bomo imeli vsi veliko želja po obnovi cest, po obnovi vsega, ampak če nimamo namenskih sredstev, se tega ne moramo iti. In sistem, ki ga imamo v tem trenutku, je zelo dotrajan in je potreben prenove, tako na vodovodu, kot na dograditvi še kanala, kot na obnovi cest, kot na izgradnji osnovne šole Frana Albrehta, kot na še mnogih drugih področjih. Vemo, da imamo razvoj turizma na Veliki planini in če ne bomo vlagali v infrastrukturo, se nam bo ta podrla sama vase oziroma bo tako, kot je bilo meseca septembra, da pride do motene oskrbe v Kamniku, oskrbe z pitno vodo, ki je v Kamniku tako rekoč bila vedno najboljša, ampak če ne vlagamo v sistem, se pride do tega, da sistem ne zdrži. Skratka, zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o potrditvi cene izvajanja gospodarske javne službe, odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik in potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe, storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Proti. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Proti. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Proti. Magister Šimso Mojanovič. Glasujem za. Duško Papež. Za. Božidar Pilej. Proti. Ančka Podbevšek. Proti. Bogdan Pogačar. Držan. Žan Potočnik. Proti. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Edis Rujevič. Za. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Francis Pruk. Za. Marko Šarec. Proti. Mojca Škraba. Za. Ivan Kavčakar. Za. Karla Urh. Proti. Aleksandar Uršič. Za. Žaklina Zdravkovič. Proti. Grega Zorman. Za.
Igor Žavbi, Proti. za je glasovalo 18 svetnic in svetnikov, proti 10. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena. In preden gremo na odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa, predlagam pavzo do 19:30, da se malo nadihamo pa prezračimo prostore v smislu oziroma da spijemo kavo. Torej, ob 19:30 gremo pa naprej. Hvala za razumevanje.